La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque. Živijo. September in maraton etap sta skozi bližji, zato moram za trening odpeljati kakšno daljšo furo z majčkeno več višinci. In tale trasa danes bo po moje res kar ta prava. Imamo pa namen odpeljati Kraljevski krog, se pravi vzpon na Vršič in vzpon na Mangart. Oba sem že odpeljal, ampak nikoli v istem dnevu, tako da bo še zanimivo. Če ne drugega, že samo zaradi razgledov. Se pa dobimo še z dvema, še s Klemenom pa z Marjanom v Kranjski gori, tam tudi štartamo. To je pa to, čaka nas približno majčkeno več kot 100 km, pa približno 3000 višincev. Naše bejbe pa tamavčak se grejo po majčkem podružati pa na en sprehod, tako da imamo vsi neki v dneve. Če imaš namen odpeljati isto traso, ti predlagam, da parkiraš v Kranjski gori nasproti policije, tam je ogromno brezplačno parkirišče. Živijo, kaj zdaj? Kako ste? Kako ste? Čakajte že cajt, a ne? Čisto za vsak slučaj bom s sabo vzel še rokavčke pa brez rokavnik, ker gor zna biti kar mraz. Evo, to je to. Fajn se mojte, no? Čau, čau. Evo, takole, štart. Midva se še ne poznava, a ne? Žura, Anžej. Po 4 kilometrih se pa že začne klanc na Vršič. Čaka nas pa 24 označenih serpentin. Tako da klanc že ni dosti smotan, so pa še vse serpentine v tlakovcih. Evo ga, Vršič. Za spust se majčkeno napravimo, pa dol. Kje si bil, Marjan? Na kupe se ostal. Vršič je bil za ogrevanje, zdaj pa spust v Trento pa proti Mangartu naprej. Tale spust je kar majčkeno bolj navaren, kakor pa zgleda, ker na parih odsekih se kar nepričakovan zapre cesta, tako da je treba kar merkati. Predlagam ti, da si traso naložiš na števc, tako da lahko pol prek navigacije vidiš že vnaprej, kakšni ovinki te čakajo. Link od trase pa najdeš v opisu tega videa. Od Trente proti Bovcu se cesta slabih 20 km rahlo spušča, tako da so hitrosti kar velike. Na levi strani nas pa skozi spremlja reka Soča.
Na razcepu se držimo desne in ta pot nas pelje proti Mangartu. Se pa že tukaj začne počasi vzpenjati. O, tole sem čakal. Eno mrzla Coca-Cola. Nič nav s Coca-Colo, zaprt je. Ja, nič, evo, zdaj pa na Mangart. Noge so se pa toliko ohladile, da so kar jezne zdajle, ko smo štartali. Nič jim ne paše. Evo, tukaj se pa začne tisti ta glaven del vzpona na Mangart. Je pa ta prvi del tudi najbolj strm, tako da se bo zdajle majčkeno poglihal, pa bo majčkeno lažje, pa mlinčkati do vrha. Živja. Je pa za kolesarje zastonj, tako da samo imam rampe pa gase. Je pa fajn, če imaš lučko. Zdaj, da se tudi brez, je pa majčkeno bolj adrenalinsko. Takole, še majčkeno pa sem na vrhu. Vrh Mangarta, evo. Je pa tole najvišja asfaltirana točka v Sloveniji. Sem pa solina na dveh nogah. Ko prideš do vrha, nareče tistih 10 korakov do razgledne točke, ker se splača. Mal nižje je pa tudi koča, kjer se lahko spočiješ in kaj dobrega poješ. Tole je kar pasal, zdaj pa spust v dolino, pa počas proti Kranjski gori. Zdaj pa proti Kranjski gori. Koliko imamo? Če si na Ferenc, verjetno da malo več. Ne zabavati. Koliko imamo res? Je ena dobra urca po moje. Ja? Preko predela in Trbiža smo se vrnili v Kranjsko goro in tako sklenili krog. Nabrali se je 109 km in 2767 višincev.
Če le imaš možnost, odpelj traso tudi sam, ne bo težav, razgledi so res lepi. Svoje izkušnje pa zapiši v komentar. Evo, meni je zmanjkalo baterije na kamerci, tako da snimam na telefonu. Bil je en lušten dan, ste se vi imeli dobro? Ja. Ja? Ok, mi tudi, ni zastonj, kraljevski krog je kar težka. Če ti je bil video všeč, se pa naroči na kanal. Tako je on rekel. Knicks in the park.